spodaj zapneš. Veliko pene. Pa zadaj zategneš. Drži? To je tako nared. A to pač, ja. Tako, na voda ali padne. Tole ima težo kot nahrbnik s kamni. To je približno tako, kot tvoja torba, ki jo moraš vsak dan v šolo nesti. Majčkam težji. A da je težji? Aha. Lejta, tle v nahrbniku boste dobila takele vozičke in v bistvu mi se bomo pripeli na te vozičke, ki pridejo na jeklenico. Ta spust čez največjo skakalnico na svetu bo trajal 40 sekund, od štarta, ki je tamle gor na stolpu skakalnice, pa do izteka, ki ga bomo tudi iz stolpa gor videli. Jeklenica je dolga 566 metrov, spustili se boste za 202 višinska metra. Ja? Jeklenica gre direktno po sredini letalnice in da zelo podoben občutek, kot ga imajo skakalci, ko tekmujejo tukaj ponavadi na finalu svetovnega pokala. Možem, da se z nogam tal dotakneva? Ne. Najbližje tlom bosta tam nekje 2,5 metra od tal, vse ostalo je pa više. Najvišja točka je pa koliko visoka, če bi ugibali, ste kaj gledali spodaj jeklenico? Ne. Može pa 52 metrov nad tlemi. To je pa kar dost. Ja. Ker. Tako da dam vam en nasvet, lahko riskate, kakor hočete, ne splača se pa mižati. Okej. Je prav? Ja. Ok. Ajde. Ok? Kar usecka. Noge bi naprej pred sabo. Tako, zdaj kar usedi se v pas. Ja? V redu? Tlej se ni treba nič močno držati, veš? Roke moj kar sproščene, to imaš samo za volan. Prav? Ojoj. Ma? Upam. 3, 2, 1, gas! Boga Tamara. No, Tamara, kakšen je bil spust glede na to, da si bila zgoraj kar malo prestrašena? Na začetku, ko ste me porinali, je bilo malo strašljivo. Ko sem bila v zraku, je bilo ful, kada letim. Ja. Sem prišla dol, sem se pa zabila kar v nek tul zgor privezan. In me je kar odnesel nazaj. Ok. Ful adrenalinsko je bilo, ampak zabavno. Pa ti, Iza, kakšni so bili pa tvoji občutki? Na začetku sem bila ful prestrašena. Pol, ko smo pač tamle čisto na začetku, ko ste me porinali, sem me malo tako ušesa začela boleti, ampak pol sem se pa tako ful... Pač tako pol sem bila pa ful sproščena, pa je bilo ful dobro. Čisti užitek. Ja. A je kakšen že bil pač že gor, pa da si pol premislil? Ja, tudi taki so že bili. Sicer so zelo redki, jih je po mojem pol leta bilo samo ene 5, ne več. Tako da vsak, ki zbere toliko poguma, da gre na vrh velikanke, se pol tudi najverjetneje spusti dol. Zgoraj se skoraj nihče ne premisli. Več se jih premisli tukaj le spodaj. Ko pogledajo navzgor, pa vidijo, s kje se morajo spustiti. Kako hitro smo pa približno šle midve? Ja, spust je trajal 40 sekund in najvišjo hitrost sta dosegle malo pod odskočno mizo, ki je bila tam nekje recimo med 60 pa 70 km/h. Uf, to je pa veliko. Ja, ampak za primerjavo recimo, skakalci imajo pa na odskočni mizi približno 100 km/h, ko pa pristajajo tukaj le v radiusu pa približno 120 km. Potem, ko preletijo približno 250 metrov. To je pa še več. Ja, to je pa še malo več. Vi, ko ste v službi, se kdaj dol spustite? Včasih, ne vsakokrat, ker v bistvu naša primarna naloga je, da skrbimo za varnost udeležencev. Na vsake toliko časa se pa tudi mi spustimo. Jaz se recimo nisem spustil že 4 mesece, danes sem se pa spustil, pa je bilo prav krasno.
Blagor vam. Imam dobro službo, a ne? Jaz bi se vsak dan spustila. Bi se? Aha.